Zgodba slovenskega vojaka, Damjan Štrucelj, stotnik in magister. Za Slovenijo je šel v Afganistan. Rad ima Slovenijo, pa ima Slovenija rada njega? So ukinili dodatke, plačilni razred za specialista. Potem so ukinili dodatke za vodenje in poveljevanje. Potem so prenehali za izplačevanjem 30% dodatka za delo. In seštevek petletke? Pri meni osebno je deficit iz leta 2008 za cirka 500 evrov neto. Nekateri vojaki imajo 550 evrov osnovne plače, še vsakdanja praksa. Slovenski vojak, ko se uri na nekem vadbišču, prejema, bom rekel, 8 ur plačanih rednega dela, 4 ure kompenzacije. Prosim, kakšne ure kompenzacijske? S temi urami ne moremo stopiti do blagajne v trgovini. Slovenski vojaki zaradi pravil službe ne morejo govoriti o svojih tegobah, a imeli bi kaj povedati o blokiranih osebnih računih, o prejemanju paketov s hrano, o pomoči materam vojakinjam, samohranilkam s 3 otroci. Da, tudi to so zgodbe, ki jih v sebi skriva Slovenska vojska. Sindikatu počasi primanjkuje denarja, da bi zagotavljal vsem potrebnim socialno pomoč. Slovenski vojaki odhajajo na delo v tujino in to v soboto in nedeljo. Ampak žalostno je, da odhajajo zaradi tega, da lahko preživijo svoje družine. Sami zbiramo socialno pomoč in to jo zbiramo v prehranskih artiklih, kakor tudi v denarni pomoči. In to sedaj se dogaja že v večini enot. Klavrna realnost vojske je taka. Včasih je zbirala humanitarno pomoč za Anino zvezdico, zdaj jo zase. Problematiko predstavljajo brez hičenega optimizma. Dejstvo je, da kaj dosti od ministrstva ne moramo pričakovati. Pregovor pravi, da je dober vojak sit vojak, a vse več je lačnih. A smo se za to borili?